Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji in ostali predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci po današnjem srečanju predsednika vlade dr. Roberta Goloba z novo izvoljeno predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar. Najprej besedo predajam gostitelju predsedniku vlade. Izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav vsem predstavnikov medijev. Danes sem imel veselje in čast. Sem prvič uradno sprejel novo izvoljeno predsednico Republike Slovenije, Natašo Pirc Musar. Z novo izvoljeno predsednico sva se zadržala na daljšem razgovoru. Imela sva izmenjavo pogledov in stališč na marsikaj, od mednarodne politike, kjer je bil sedanji predsednik izjemno aktiven, tudi uspešno promoviral interese Republike Slovenije in prepoznavnost Republike Slovenije v tujini. Po izmenjenih stališčih mislim, da bomo lahko to izjemno plodno sodelovanje na mednarodnem področju nadaljevali zagotovo tudi v bodoče. Kasneje sva se dotaknila tudi tega, kako v Sloveniji skupaj nasloviti nekatere od perečih izzivov v smislu spodbujanja družbenega dialoga o temah, kot so podnebne spremembe, sovražni pogovor in podobno. In glede na to, da novo izvoljeno predsednico si bom drznil reči deliva iste vrednote, sva na koncu prišla do zaključku, da bo zagotovo sodelovanje zelo koristno, plodno in da bomo od tega na koncu kot družba vsi imeli več. Najlepša hvala, predsednik. Zdaj pa ima besedo še prva ženska predsednica v zgodovini naše države, Nataša Pirc Musar, izvolite. Najlepša hvala. Zadnjič sem po radiju poslušala eno oddajo, ne vem, če veste, ne vem, če vi veste, gospod predsednik, da sem prva ženska na čelu Slovenije po Mariji Tereziji. Me v bistvu kar šokiral ta podatek. Ampak, gospod predsednik, hvala lepa za povabilo. Sem se res z veseljem udeležila tega najinega pogovora. Res je, bom kar potrdila, deliva iste vrednote na marsikaterem področju. Veliko sva se seveda pogovarjala o zunanji politiki, oba se strinjava z enim dejstvom, da morava pri tem biti usklajena skupaj z državnim zborom, da je to dobro za Slovenijo, ni dobro, če bi bili neusklajeni in v tujini nastopali vsak s svojimi stališči. Absolutno sem se strinjala s tem, da bom kot predsednica republike pomagala tudi pri notranje političnih temah z nekimi vrstami posvetov. Saj sem že v predsedniški kampanji veliko seveda o tem govorila. Zdi se mi, da je predsedniška palača vendarle lahko nek poligon za razprave in se potem vladi Republike Slovenije seveda pove, kakšne zaključke smo na takšnih razpravah sprejeli in se potem predsednik vlade in vlada odločita, na katerih točkah lahko nadaljujejo svoje delo kot izvršilna veja oblasti in kje pač še lahko pomagam. Dogovorila sva se, da se bova redno srečevala, to mi je v veselje, si izmenjevala mnenja. Pogovarjala sva se tudi seveda o nestalnem članstvu Slovenije v Varnostnem svetu. Tukaj Slovenija vendarle mora narediti ogromno diplomatskega napora, da bo Slovenija uspešna. Prepričana sem, da lahko tudi sama pri tem seveda pomagam in to bo tudi ena od prioritetnih nalog, ki mi jo bo Ministrstvo za zunanje zadeve oziroma Vlada Republike Slovenije zaupala. Hvala lepa. Zdaj ste na vrsti novinarke in novinarji. Sprejeli bomo 3 vprašanja. Prosim, da pristopite k mikrofonu. Moji sodelavci vam bodo pokazali, kje je ta mikrofon. Evo, Gregor Drnovšek, TV Slovenija. Gregor Drnovšek, TV Slovenija. Torej, gospod Pirc Musar, ali ste že zdaj 23. vemo, da bo tudi, tukaj je bedno, ker se ne vidim, pardon. 23. decembra, torej tudi uradno prisegate, pa me seveda zanima, ali je zdaj že kakšen obris vaših najožje ekipe že znan. Za gospoda predsednika pa mogoče malo izven tega vendarle lokalne volitve in komentar rezultatov. Če smem, Gregor, je predsednik to že komentiral v državnem zboru, tako da če morda kaj na to temo, kar je bilo danes srečanje o sodelovanju v zunanji politiki. Potem jaz odgovorim. Prisega je 22. decembra, 23. je prvi dan, ko uradno prevzamem obveznosti in kakšnih nekaj dni pred tem bom seveda razkrila svojo celotno ekipo, tako da boste obveščeni pred 23. decembrom, ko uradno začnemo opravljati svojo funkcijo. No, predsednik bi kljub temu, Gregor, nekaj dodal. Izvolite.
Ni čisto vezano na lokalne volitve, se mi pa zdi pomembno izpostaviti. Ena od tem, ki sva jo tudi imela s področjo predsednico, je referendum naslednja nedelja. Gospa Nataša Pirc Musar je večkrat že izrazila svoje stališče, ampak mislim, da je zelo pomembno to, in tle sva se strinjala, da se ljudje v čim večjem številu udeležijo referenduma, ne glede na to, da smo zdaj mogoče vsi že nekoliko utrujeni od volitev. Je pomembno, da se tega referenduma udeležimo. Jaz bom rekel, da glasujemo 3-krat za, zaradi tega, ker je tako pomembno, da se ohranijo neodvisne inštitucije, da se začne učinkovito delo vlade, pa tudi zaradi tega, ker je tako pomembno, da dolgotrajno oskrbo uredimo na način, da nihče ne bo prikrajšan za svoje pravice. Hvala, naprej. Ja, a lahko tukaj še mogoče Izvolite, predsednica. dodam. Jaz sem čez vso kampanjo za predsedniške volitve poudarjala, kako zelo pomembni so vsi 3 referendumi. Večkrat sem povedala, da bom na vseh 3 tudi sama glasovala za. Tudi jaz seveda pozivam volivke in volivce, da na referendum gredo. Veste, da mi je seveda malce bolj pri srcu tema o RTV-ju, vendarle sem zrasla v tem javnem zavodu. Lahko bi samo rekla to, da dajmo se vsi skupaj zavedati, kako zelo pomembno za demokracijo v naši državi je imeti kakovosten in profesionalen javni servis. Tako da neizmerno bom vesela, če bo za vse 3 referendume volilna udeležba visoka, in tudi jaz, podobno kot predsednik vlade, pozivam, da se referendumov udeležimo. Izvolite. Dober dan, Lara Draškovič, jaz tam morda še v smislu tega nekaj, kako nameravata sodelovati, sta sicer že omenila, ampak gospod Golob, vi ste novo izvoljeno predsednico tudi vabili najprej v svojo stranko, nato v vlado in vas je zavrnila, a bo to kakorkoli vplivalo na vaše sodelovanje? Sploh ne, ravno obratno. Sedaj je predsednica tukaj in oba sva zelo dobre volje. Morda, če vseeno še v luči lokalnih volitev tega še danes niste komentirali, opazovalci Sveta Evrope so opazovali naše lokalne volitve, med drugim priporočajo tudi razmislek o omejitvi županskih mandatov na največ 2 zaporedna mandata, ali ocenjujete, da obstaja politična volja za kaj takega? Sicer prvič slišim za to, sam ne mislim, da je to najbolj urgentna ali pa celo modra poteza. Na lokalnem nivoju dejansko so razmere nekoliko drugačne. Mogoče je res nekoliko nenavadno imeti 6-7 mandatov, vprašanje pa, če sta 2 mandata res dovolj na lokalnem nivoju. To je moje mnenje, jaz sem bil zelo aktiven na lokalnem nivoju, sem bil svetnik 5 mandatov, pa po 5. mandatu sem izčrpal svoje znanje in svojo kreativnost, po drugem pa nikakor ne še. Hvala lepa in še zadnje vprašanje je Gašper Lube, Al Jazeera. Lep pozdrav, zanima me, predvidevam, da ste se dotaknila Zahodnega Balkana, tako kot na pogovoru z gospodom Pahorjem, če lahko oba povesta malo bolj konkretno, o čem ste to govorila. Hvala lepa. Govorila sva precej splošno, mislim pa, da se oba strinjava, da so slovenska prizadevanja za to, da se na regijo Zahodnega Balkana strani evropskih inštitucij ne pozabi, da so ta prizadevanja bila v zadnjem letu zelo konstruktivna in plodna in da bomo z njimi nadaljevali. Stabilizacija Zahodnega Balkana in hitrejše pridruževanje Evropski uniji ocenjujeva, da je v strateškem interesu naše države in bova zagotovo naredila vse, kar je v najini moči, da bomo te procese še naprej podpirali na čim bolj učinkovit način. Še novo izvoljena predsednica. Ja, sama sem že večkrat povedala, seveda, da si želim obiskati predsednike in predsednico držav Zahodnega Balkana. To bo tudi ena od mojih prioritet. Malce bo seveda zdaj potrebno počakati, da se formira še vlada v Bosni in Hercegovini in zagotovo bo proces Brdo-Brioni, kar se mene tiče, nekaj, kar bom nadaljevala kot dediščino predsednika Pahorja. Najlepša hvala. Hvala obema sogovornikoma. Sem novinar in novinarkam in ostalim medijskim delavcem želim lep dan. Hvala lepa. Hvala. Ljubijo.